2, 3, 4, 2, 2, 5. Imam se za navadnega človeka. Zoran, nekateri me kličejo Zoki. Za vse Ljubljančane in vse obiskovalce Ljubljane, še enkrat dober dan, moje ime je Zoran. V Bosni sem Zoka. Je še kakšna glasbena želja? To mi je tudi zanimiva zadeva, tako glasbeno Zoka. Multiinštrumentalist, glasbenik, organizator, promotor, pospeševalec prodaje. V bistvu vse, kar omenjam, sem jaz, pa verjetno še ogromno tega, ker nisem niti omenil. Jaz bi vedno rekel, da glasba me spremlja od samega rojstva, tako da moja mati je moj jok dojela kot glasbo in že od takrat me ima zelo rada. In zelo rad nastopam in to so mi prijatelji priporočali, ko so se ločevala še z ženo. Zoran, tvoja najboljša terapija je, da vzameš spet saks v roke in pihaš. Dihaš globoko in pihaš. Lepa hvala. Super ste, hvala lepa. Od kola pa do rock'n'rolla, to je pa zelo zanimivo. Čeprav jaz svoj glasbi rečem od Baha pa do Sevdaha. Danes izpolnjujemo glasbene želje. Summertime, v redu, summertime. Vse, kar mi pride na misel, jaz lahko igram in na ulici mi to nekako dovoljuje. Sem ugotovil, da ljudje, ki nosijo kravate, ki nosijo obleke, mi ne dajo nič od sebe. Dajo mi ljudje, ki so navadni ljudje, preprosti ljudje in tudi tisti, ki živijo na ulici, ki jim je ulica vsak dan in tudi kruh. Ti, ko igraš, poklekneš, ne? Zakaj? Zato, ker se dam vedno na ta nivo njihov, ne? Tudi, če igram kot odrastel, če vidim, da so otroci, pa da mi prisluhnejo in da jim je to všeč, potem skušam tudi se njim še do določene meje prikupiti in jim zaigram kakšno tudi otroško pesem, vprašam jih spontano. Evo, tole bo zate, samo zate, pazi. In če se jim približujem, pa vidim, da se mi oni oddaljujejo, da se skrivajo, ne, potem jaz neham s tem približevanjem. Ujel sem ta trenutek, nekako sem najdel očitno to formulo, ta recept, kako biti všeč ne samo odraslim, ampak tudi otrokom in njihovim staršem. Pa še kakšno, lahko izigramo eno tako družinsko, ta je zelo priljubljena v moji družini. Poslušaj tole. Moj odnos do otrok je takšen, kakor sem jaz sam. Jaz sem otrok, ne. Še žena je takrat rekla, ko sva bila skupaj, jaz imam 3 otroke, ne pa 2 otroka, ne. Princeska je ena pesem, ki sem jo napisal kakšne 3 leta nazaj, tako od oka, bi rekel. To je bil moment, ko so se z ženo nekam prerekala, skregala, kako bi temu rekli, in jaz sem bil zelo slabe volje, vzel sem kitaro v roke, usedel sem se v dnevno sobo in sem začel brenkati po strunah in na misel so mi prišle besede, tekst, uletela je še mlajša hčerka Martina na vrata in sem točno vedel, da je ta pesem njej namenjena oziroma mojim otrokom, mojim princeskam. Tudi ime sem dal Princeska. Princeska moja, vrata zapri, ker dober se mi zdi. V bistvu glasba mi daje inspiracijo, glasba me polni z energijo, daje mi smisel življenja. Glasba mi pomeni praktično življenje. Ljubezen in življenje, tako bi rekel. Ker brez ljubezni ni življenja, brez glasbe pa tudi ni ljubezni, ne življenja. In eno in drugo povezano, tako kot en triangel, jaz bi rekel. Glasba, življenje, ljubezen. Vedno sem bil optimist. Če pozabimo tisto leto, 2, 3, ko sem se ločeval, zdaj pa mislim, da se mi spet ta elan vrača in da sem poln energije, da bi lahko spet obrnili svet na lepše.